Z nami je zdaj Ben Sabti, raziskovalec in analitik za Iran ter ustanovitelj perzijskih platform IDF. Ben, veseli smo, da ste danes z nami na I24 News English. Združene države pravijo, da ponovno uvajajo pomorsko blokado proti Iranu. Predsednik Trump pa trdi, da prejemajo tudi 20% povračilo za ves tovor, ki gre skozi ožino, v bistvu za varen prehod. Kaj to pomeni za razmere v Hormuški ožini in kako se to razlikuje od iranskega načrta, da bi zaračunavali pristojbino za varen prehod trgovskim ladjam? Hvala, da ste me povabili. Dobro večer. Iran je trenutno v položaju nerazumevanja in napačnih izračunov, zaradi katerih misli, da lahko zahteva višjo ceno. Da bi dovolili tem ladjam, plovilom ali tankerjem, da nadaljujejo pot in prevažajo nafto z Bližnjega vzhoda iz Perzijskega zaliva v druge regije. In ne razumejo kompromisov, ki jih predsednik Trump občasno sklepa z njimi, premirja, ki jih podaljšuje, ter tega memoranduma o soglasju. Da to želijo več. Pravzaprav nočejo, naprimer, da Oman odpre drugo pot, južno pot, za plovila, za tankerje, da bi šli naprej po tej ali drugi poti. Zaradi razlogov ali drugih primerov, ki bi lahko omogočili, da nafta zapusti Perzijski zaliv. To nas pripelje do tega nerazumevanja in te ošabnosti iranskega režima, ki misli, da je zmagal v teh dveh vojnah. In tudi v Hormuški ožini mislijo, da lahko s tem nadaljujejo in to vzamejo za talca. In kot ste prej rekli, mislijo, da je to boljša stvar kot jedrska bomba. Torej, dokler dovoljujemo iranskemu režimu, da povzroča nestabilnost v tej regiji in po vsem svetu, je to cena. In dobro je, da predsednik Trump danes to razume, naredi spremembo in poskuša ponovno uvesti blokado. Kaj torej to pomeni za pogajanja? Iranski uradniki še naprej pozivajo k maščevanju proti Združenim državam in Izraelu. Režim je očitno pod velikim pritiskom doma strani trdorokcev, ki so že od začetka proti tem pogovorom. Kako se lahko pogajalci vrnejo za pogajalsko mizo, še posebej ob teh zadnjih dogodkih v Hormuški ožini, ne da bi pri tem tvegali nekakšen upor znotraj Irana? Pomembno je razumeti, da danes v iranskem sistemu ni ne zmernih, ne reformistov. Tisti, ki vodijo pogajanja, so prav tako iz IRGC. To so nekdanji generali IRGC, naprimer Khalil Kalibab ali zunanji minister Arakči in drugi. Oni samo vedo, kako govoriti z Zahodom ali se malo nasmehniti, vendar niso tam, da bi dosegli kakršenkoli dogovor. Spomnimo se, da ko je naprimer Kalibab zgolj simbolično segel v roko, če se ne motim, Witkofu ali J.D. Vansu, so pogajanja ustavili Mojtaba, novi voditelj. Ne znajo se pogajati. Če bi naprimer videl, da se nekdanji predsednik Rouhani, ki je sklenil JCPOA, vrne in prevzame pogovore, bi morda šlo v pravo smer. Ampak danes ni pogajanj, ker iranska stran ne zna in noče voditi pogajanj. To je kot pogovarjati se s Sinvarjem ali Mohamedom Dehom iz Hamasa. To je pogovarjanje s teroristi. In v Iranu to vedo. Težava teh pogajalcev je, da je zdaj več radikalcev kot njih. Torej, je to majhen problem znotraj Irana, vendar vpliva na vse nas. In preprosto ne vedo, kako se odločiti. Torej, je boljša stvar dejansko še bolj oslabiti režim z blokado, morda z drugimi sankcijami ali celo z obnovitvijo napadov, saj vsak dan napadajo druge države, arabske države. Tako da mislim, da si to povzročajo sami. Ampak ali režim sploh skrbi za ta ekonomski pritisk, ker ne morejo izvažati nafte skozi Hormuško ožino? To smo opazovali tedne, če ne celo mesece, pa se režim še vedno ni premaknil glede pogajanj. Kako bi bilo tokrat lahko drugače? Ne, v resnici jih ne skrbi. V zadnjih 2 letih smo imeli v Iranu veliko protestov. Pred nekaj urami so tudi vozniki tovornjakov in drugi sektorji protestirali proti režimu zaradi plač in proti gospodarskim razmeram. Ampak režima to ne zanima. Generali iranskega režima živijo samo za preživetje in za nadaljevanje svojih metod, svojega sistema, svoje propagande.
Tako je ta blokada lahko dejansko dobra stvar, da jih še bolj in bolj oslabi. In morda se lahko načrt za zrušitev režima uresniči nekaj mesecev kasneje. Da, vendar se lahko zgodi zdaj, ker Iran trenutno nima dovolj denarja, da bi ostal v tem sistemu. Pravzaprav jim je v teh nekaj tednih uspelo prodati približno 50 milijonov sodčkov nafte. To je bila nafta, ki je bila že na morju, za Kitajsko, za druge kraje. Ampak to ni dovolj, da bi poskrbeli za celotno državo, da bi skrbeli za narod, 90 milijonov ljudi. Tako so v zelo slabi gospodarski situaciji. In mislim, da jih to nerazumevanje in ošabnost lahko prizadene. In ta adut Hormuzštevžine dejansko postaja slaba karta in ne dobra karta. Ben Sapti, lepo, da ste danes z nami na i24 News English in da smo slišali vašo analizo. Najlepša hvala. Hvala.